Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 83. epizodo podcasta Goreči grm. Danes ti prinašamo nekaj, česar sem se sam potihem veselil celo poletje. Konec lanskega avgusta smo se namreč s prijateljema Jakobom Štrbenkom, uspešnim mednarodnim podjetnikom z področja marketinga, in Benjaminom Siterjem, vodjem gibanja Družina in življenje, srečali z vprašanjem, kje si bil pred 5 leti in kje želiš biti čez 5 let. Pogovor je bil navdihujoč in na epizodo smo prejeli veliko odzivov. Zato sem Jakoba in Benjamina povabil še enkrat, tokrat z nadaljevalnim vprašanjem, zakaj se cilji ne uresničijo. Pravzaprav bom vse tole še bolj podrobno razložil v nadaljevanju, zato na tem mestu le še obveščam, da so prijave na usposabljanje Vodenje 9.7 odprte. Gre za celoletno usposabljanje za voditelje v cerkvi, duhovnike in laike z 10 odličnimi izvajalci. Več na vodenje97.si. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Jakob, živjo Benjamin. Živjo. Zdrav. Pred približno letom dni sem gledal 20. avgusta. Lansko leto smo se srečali in posneli eno epizodo z naslovom Kje si bil pred 5 leti in kje želiš biti čez 5 let. Okay. En tak poudarek, ki je izzvenel po tej epizodi, je bil, da obstajata dve vrsti dela. No, to je bilo celo izhodišče, ne? Delaš svoje delo ali pa delaš na sebi. In da tega drugega velikrat zanemarimo, pač delamo svoje delo, ne delamo pa na sebi. Epizoda je bila ena taka spodbuda za načrtno delo na osebnostni rasti. Pogosto se take epizode delajo okrog novega leta, jaz sem pa prav dobil en navdih, upam, da je bil od duha, bomo še videli, da vaju ob letu ponovno povabim in da naredimo korak 2. Tokrat je ideja, ker nekako 90% poslušalcev je po moje prepričanih, da je načrtno delo na osebnostni rasti nekaj, kar je treba delati. Ne? Se pravi, tisto, kar smo lani posneli, je nekako samoumevno, ampak zdaj gremo pa naprej tudi na nekaj, kar, ne vem, se mi zdi, da nas kar matra, a vse tri, ali samo mene, ali kako. Torej, zakaj velikrat ne uspe? Zakaj velikrat ne rata? Epizoda bo posvečena majčkeno bolj iskanju in prepoznavanju ovir, ampak z namenom, da bi se morda in mi trije in poslušalci v kakšni od teh ovir, zakaj se cilji ne uresničijo, in ta ne je v oklepaju, prepoznali in ugotovili, kaj pa deluje, kaj pa morda je tisto, kar deluje, kar bi lahko na začetku tega šolskega, akademskega in podopustniškega leta lahko implementirali v svoje življenje, zdaj, ko se nove rutine vzpostavljajo. Pa bi začeli kar z osebno predstavitvijo, in ker se poznamo, saj poslušalci Gorečega grma, bi bil to bolj advanced vprašanje. Jakob, en tvoj cilj v zadnjih 12 mesecih, ki je imel odmev, na katerem si delal, je morda bil uspešen, ne, torej da je enega podel. Pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Bi rekel, da če bi mogel zdaj najbolj tazga očitnega izpostaviti v zadnjih 12 mesecih, je bil to moj poslovni cilj. Se pravi, da sem pripeljal skupaj z pomočjo ekipe, seveda, posel na naslednji nivo. In to se mi je najbolj očitno pokazalo lih v tem tednu, zato mi mogoče še toliko bolj odmeva, ker sem imel podobne probleme v službi, kot sem jih imel 3 leta nazaj, ne? Ampak jih tokrat čisto drugače doživljam. Ne? In vidim, kako močno se je ta situacija spremenila in koliko več ene moči je noter v primerjavi z nekim obupom, ki sem ga čutil v istih problemih, oziroma enakih problemih par let nazaj, ker se mi zdelo, vsega je konc. Zdaj se mi pa zdi to, oziroma vidim, ne kot problem, ampak kot izziv, kot nekaj v bistvu, kar nas dela močnejše na trgu, ne šibkejše. Bravo, a veš, da se s tem kar povežem. Ampak eno vprašanje pa imam kot človek številk. To, da si ga na naslednji nivo pripeljal, zate po moje ne pomeni
za 20% izboljšati. 100%. Ja, no, se je to me zanimalo. Nisem hotel čisto nujno procentov, ampak se veš, eni imajo 10x, pa take fore. Ja. V bistvu, če smo točni, rast prometa je šla iz leta 23 v leto 24 skoraj za 200%. Tako da. Ni pa to najbrž ti edini indikator, ali ti je? Ne. Oziroma edini, najpomembnejši, ali ti je najpomembnejši? Ne, ni najpomembnejši indikator, je v bistvu to, kako dnevno vidimo stvari. Ta občutek mi je, ki sem ga videl, da sem dejansko občutil, da smo v drugi situaciji, ne, je povezan s številkami, seveda pač lažje je, če imaš neko finančno osnovo zastavljeno, ne, ampak gre pa za dejansko, ker ti imaš lahko isto finančno osnovo, ne, oziroma jaz lahko, pa me je isto strah, pa sem v istem obupu, kot bi bil par let nazaj. Ne. In tukaj vidim, ta glavni indikator je, kako jaz se soočam s težavo, ki pride. S tem delom se zelo lahko povežem tudi na socialni akademiji, zanimivo. Mogoče še, da zavežemo Mašenco na tvojo predstavitev, katere aktivnosti ali pa kaj si delal drugače, ali pa kaj si na novo začel delati, da se je ta cilj uresničil. Torej, kako je zaradi tega cilja drugače izgledalo to tvoje leto, ko se nismo slišala? Če bi rekel, glede na to, kaj smo lani govorili, nisem veliko sprememb naredil. Okay. V bistvu probil sem držati kurs, do neke mere sem imel tudi padce vmes, a ne, seveda, ker stvari ne grejo tako, kot bi si mislil, oziroma ker ne držiš linije, a ne, pa malo kakšno stvar neham delati. A ne. Recimo, malo sem imel s pisanjem, manj sem pisal letos, kot sem prejšnja leta. Ne. Se mi zdi pa, da bi mogel eni stvari dati ta glavni atribut, težko rečem, bi pa rekel, da je ta rezultat posledica dela, ki je bilo narejeno ne v tem letu, ampak v letu prej. Ne. Tako se mi zdi, kot da v bistvu to ni bil cilj, ki bi bil zdajle postavljen, ampak je samo motor že toliko časa tekel v isto smer. Ja, pač laufaš, vozimo se že nekaj cajta, včasih malo hitreje, včasih počasneje, včasih smo na počivališču malo, ampak vem, da če konsistentno se premikam, da pol bom pač nekam prišel. Hvala, Benjamin. Pri meni se je to tudi kar zelo rezultiralo na, recimo temu poslovnemu ali pa področju poslanstva, poklicanosti, kjer sem dolga leta razmišljal, sanjal in v resnici tudi v to skupino Level Up pred leti prišel s ciljem, da naredim prvi korak na poti tega dela, teh sanj, te aplikacije za pare. In v resnici imamo danes najin app, imamo zunaj aplikacijo za pare, ki je funkcionalna, ki deluje v obeh trgovinah, tako na Androidu kot na Applu. Imamo skoraj 1000 parov noter, ki nekaj že dela v tej aplikaciji. V resnici imamo pač zgodbo, ki jo zdaj začenjamo pripravljati za neko mednarodni prodor. Ne? Tako da v resnici je finančno tukaj še ni rezultata, finančno je tukaj ogromno negotovosti, veliko strahov, veliko, o tem bom lahko še kaj več povedal potem, no. Ampak to, da sem si od lani na letos sploh drznil dovoliti si pomagati in povabiti zares odlične ljudi zraven v ekipo, ki so zares prinesli vsak najboljš noter. Tukaj vidim, recimo, je tudi moj nek napredek v tem, da sem si dovolil reči, ok, to ni projekt, ki ga boš ti sam naredil, tukaj je pač nekaj, kjer boš ti rabo dobiti kompetentne ljudi zraven in potem upati v to, pa še neskončna mera božje milosti in sreče in čudežev, da se je to zares zgodilo, mi v bistvu predstavlja zame osebno izjemno velik napredek. Zdajle razmišljam, se še sam spomnim, 4 leta nazaj, ko si dejansko bil v mentaliteti, da boš to vse sam naredil. Ne? Sej vedel si že, da ne znaš programirati, ampak da boš ti vse sam. Sej jaz sem za večino stvari, za veliko stvari sem jaz še zdaj v tej mentaliteti, ampak ja, res, v bistvu ta tvoj mindset je zdaj zelo drugačen. Se pravi, takrat si bil, jaz bom sam, zdaj si pa po moje ti manj ur prisoten kot povprečen član ekipe tam, ne? Na tistem vašem. Ja, oni so tam full time, jaz pač nekako delim svoj čas med dižem in najnepom. Ne? Ja. Tako da v resnici, ja. Veš, vmes, ko si govoril, sem te hotel vprašati, a bi si predstavljal lanskega septembra, da boš tlele sedel, pa da bo ta app zunaj, ne?
Pa sem se pa spomnil, da ste itak govorili, bo za nov let zunaj, pa bo za post zunaj, pa bo. To je res. Ne, tako pa sem takoj skenslil to vprašanje v smislu, ja, si predstavljal. Ne, lahko, lahko zelo konkretno povem, kako je ta moja pot potekala, kar je v resnici precej indikativna. Se pravi, septembra lani, se spomnim, to bi bilo tudi nekaj za podeliti pač tik pred tem našim sodelovanjem s sestro Andrejo, ko smo šli po vseh škofijah in imeli na teh duhovniških srečanjih pač predavanja. Pastoralni tečaj se temu reče. Pastoralni tečaj, ja, to jaz poznam, kako se temu reče. Skratka, na pastoralnem tečaju predavanja in je bil tudi ta pastoralni tečaj ena velika ovira pred menoj in velik strah septembra. Imel sem pa dogovorjeno, kar je bilo pa tudi že čisti čudež z oktobrom, da začenjamo delati z ekipo. In imeli smo dogovorjeno, da delamo 3 mesece. In da je za to, ki je nekje približno bilo investicijskega nekega male rezervice na Dižu, kar je pomenilo tudi to, da v resnici smo se v Dižovci odpovedali temu, da bi imeli za en sam mesec rezerve, recimo, za plače. Ne? In si nisem znal niti približno predstavljati, kako bi ta zgodba lahko potekala dlje kot 3 mesece. Zato sem na silo napovedal, da bomo čez 3 mesece, čeprav mi je Nejc Ilc, naš programer, že vnaprej povedal, da to ne bo šlo tako. Ampak iz moje nevere, da bi lahko še stvar se nadaljevala, smo pač nekako se mogoče pretirano optimistično nekako napovedovali in tako naprej. Smo pa šli na pot, smo zaupali, smo delali. In tudi Bog je v resnici bil zvest in je pomagal, da je stvar ratala in tudi ekipa je bila zvesta in ekipa je darovala sebe zdaj tukaj zadnjih nekaj mesecev v resnici popolnoma prostovoljno. Ker iz Slovenije smo vedeli, da bodo prve uporabniške izkušnje, vedeli smo, da bo to odlično orodje za diževe ljudi, pa za nekaj drugih, ki se bojo želeli pridružiti zraven. Med uporabniki vidimo veliko mladih parov, ki jih prej druge nismo videvali tako zraven, ne? Se pravi, to so letniki 95 in tako naprej, ne? To so zelo za nas mladi ljudje. Ampak dejstvo pa je, da lahko to ostane en mini stranski projekt za zraven, če je v Sloveniji. V resnici je pa to čista prva aplikacija za pare na svetu, katoliška. In imamo potencial iti ven in je potrebno iti ven. Tukaj pa, da se sploh ne začnemo pogovarjati, koliko lastnih in strahov in občutkov, omejitev in negotovosti in vsega še pride zraven, tako da mogoče kasneje še kaj na to temo. Ovire so tema drugega poglavja današnjega sestanka. Pri meni je bilo pa tako, oziroma je tako, da rab to malo pred zgodbe. Leta 2000 sva se s Simono, moja ženo, spoznala in na eno prvo potovanje, par mesecev potem, ko sva se spoznala, je bilo v Rim. Oba sva si želela iti na sveto leto, je bilo slučajno in letos je spet sveto leto, nisva še šla v Rim. Sem pa pred dvemi leti v Tezeju v tišini tisti odlomek bral, kako so imeli ljudje sveto leto, ne, na 50 let, se pravi 7 let, 6 so delali, pa počivali, pa 6 delali, ali tako ne. In da pol to pride 7 krat po 7 je pa 49, ne, in pol 50 leto je pa še sveto leto, ki se pa dolgovi odpisujejo, odpustki dajo in tako je nastal pač ta sedanje sveto leto, ne. Ja, in jaz sem 30. maja vstopil v 50. leto svojega življenja, ko sem bil 49, in en tak cilj, ki ni čist cilj v smislu neke spremembe, ampak malo bolj procesni cilj, torej ne kakšen bo končni rezultat, ampak kaj se bo dogajalo, ne? Ta moj 50. leto, želim ga živeti v miru, v čuječnosti, v gradnji odnosov, v to, da ne grem do konca. Danes je bil glih odlomek od tistih 5 pametnih nevest, kaj so neveste, device, ženske. To so kar spremenili na dekleta, ne? Ja, dekleta, device, ne? Pa 5 nespametnih, ne? In jaz sem to doživel, ta odlomek, kot karune so vzele olje, vse so vzele svetilke, olje pa sam 5. Jaz sem olje je energent, ne? In on jim je ostal energent, ne? Za hude čase, oziroma ko je bilo nujno. Jaz sem to vzel kot, ne, in zato so pa se lahko šle z ženinom, ne, in jaz sem to vzel mogoče tako kot, da moram olje sabo vzeti, torej, da ne smem iti do konca v pretiravanjih in da moram to leto imeti skozi olje pri sebi. In rojeva lepe stvari, nisem čist vedno uspešen, ampak
zaenkrat, hvala Bogu, štejem tudi, danes je 92. dan, je to olje, je pri meni. No? Daj konkretno povej, kakšno spremembo delaš zaradi tega, da je ta olje pri tebi? Bolje presojam, kaj počnem, bolje presojam, kaj dam v usta, bolje presojam, kjere posle vzamem, ker jaz imam veliko poslov, pač imam dve, ne, socialno akademijo pa SP in se velikrat do konflikta med tema dvema pride pa pol še z družino, ne. Se pravi, zdaj večkrat rečeš ne. Bolje presojam, bolje presojam tudi, recimo zdaj, ko smo bili na dopustu, na potovanju, kaj mi je vredno, tudi glede na to, ne, prva hči je zdaj 16 let stara, koliko let bomo še skupaj, kaj želim podariti, kakšne experience, govorimo v angleščini, ker izkušnja se ne bi na ta način slišali, želim podariti na potovanju, a ne, in pač tudi malo več, pač malo bolj se v pozitivnem smislu razvajam, malo več si privoščim, tako no. A bi rekel, da je to olje neka prosta kapaciteta, ki se lahko smiselno uporabi, ko priložnost pride? Tako. Jaz vedno sem navajen, pač vse to sem že govoril, ne, večkrat tudi v javnosti. Jaz mislim, da sem tudi zaradi svojih oči in vsega, in ker ni bilo nikoli razumevanja da se neke prilagoditve naredi, sem vedno navajen delati 20-30% več kot ostali, ne. In sem v tem modu do konca skozi, ne, in mogoče zdaj skušam to napadati. Bravo. No, to je to 50. leto. Imam tudi opredeljenih, ker smo v tem letu zaštartali tudi to skupino FETA, in mi rečemo, ne, odpri se. Smo dobili eno tako jasno evangeljski odlomek enkrat, glih lan septembra, da se pol ozdravaš, no, in to je tako, kot ta vaša Level Up skupina. Smo 4 desci, ki se dobivamo, in tam sem si definiral 7 takih velikanov. To so stvari, ki čutim, da me malo presegajo, no. In nimam cilja vezani na teh 7 velikanov, ampak mogoče za fajtati te velikane rabim tudi to olje, no. Tako. Hvala, zdaj pa gremo kar na te ovire, torej Jakob, a se ti sploh kdaj cilji ne uresničijo, saj kdaj se ti, ne, ampak se mi zdi, da ti si od nas treh po moje najbolj sistematičen, ampak vseeno to vprašanje. Gremo zdaj na 3x3 ovire, če bo šlo. Prvi kviz, ko je tvoj. Torej, ena ovira po tvoje največja, druga največja, vseeno. Zakaj se cilji ne uresničujejo? Zdaj, a se vsi cilji uresničijo? Nikakor. Jaz bi rekel tako, da v optimalnem, če se jih 50% uresniči, je to velika. Ne? Mogoče, če bi mogel ta glavno oviro izpostaviti na ta prvem mestu, ki pa dejansko ni ovira, je, da se cilji ne uresničijo zato, ker pač enostavno niso bili ta pravi. Jaz verjamem, da Bog deluje na različne načine v naših življenjih in ta glavna stvar, ki jo Bog želi od mene, je, da se premikam. In da dostkrat bo nek cilj, ki se meni zdi, da bo končni cilj, bo v bistvu izpostavljen, je za Boga umestni cilj. In Bog mogoče niti noče od mene, oziroma niti ni smiselno, da ga sploh dosežem, ampak samo, da se začnem premikati proti temu cilju, ker znotraj tega bo odprta neka nova pot, ki bo pokazala nekaj novega. Ne? Recimo, če bi lahko najbolj jasna vzporednica tukaj je na poslovnem področju, ampak je pa zelo močna tudi na osebnem. Ne? Sprav na poslovnem področju vidiš, delali bomo projekt A, in začnemo mi delati projekt A, in namen projekta A ni, da ga mi dokončamo, da ga naredimo, da tam zmagamo, ampak samo, da se naučimo nekaj, kar je ključno, da lahko mi se lotimo projekta B, ki pa je bolj smiselen in lahko se zgodba tudi ponovi, pa še 5krat prijemo do projekta Ž. Ampak pri tebi obstaja koncept končnega cilja, to si namreč omenil. Pač, če bi rekel, znotraj enega leta, rečeš, okay, v enem letu želim ta projekt speljati, ampak in če bi iz te perspektive končni cilj, se pravi rečemo, okay, želim, da znotraj enega leta je ta projekt narejen, ampak mogoče se bo že po 1-2 mesecih pokazalo, da to ni smiselna pot, da tukaj bilo važno samo, da smo se premaknili v določeno smer, pa gremo naprej. Torej, da cilj ni pravi, pomeni tebi, jaz sem prav, če povzamem v 3 besedah, to oviro, cilj ni pravi. Ja. A to pomeni, cilja nismo pravilno ubesedili? Zastavili? Nismo bili na stopni dojemanja cilja, se pravi, lahko smo dojeli cilj A, nismo pa imeli
ali kapacitete, ali znanja, ali pač tako v splošnem zmožnosti sploh razmišljati o cilju B ali pa o cilju C, ker se mi je zdel tako daleč. Nekako na način, kot je Benjamin omenil, se mi zdi taka lepa. Torej, ni bil dobro postavljen. Dejansko, če bi imel veščino ali pa kapaciteto boljšega postavljanja ciljev, bi najbrž ta ovira malo zbledela. Če bi bil vse veden, bi seveda zastavil drugače, ampak to bi pa tudi vsi. Na odnosnem nivoju se to ful lepo pokaže, ko se odločiš, recimo, da boš imel cilj, preživel bom več časa z družino, to je ful lep cilj, ampak znotraj tega cilja bo pa šli novi izzivi. Izpostavljeni bojo odnosi, ki prej niso bili izpostavljeni, izpostavljena bo kakšna rana, izpostavljen bo. Nekomu se boš mogel bolj zameriti, ker boš rezal nekaj drugega, kar prej nisi. Lahko tako, ja. Meje bo treba postavljati na drugih področjih, in se tukaj pol to pozna, da velikrat si rečemo, pač bom preživel več časa, ampak v bistvu pa to pomeni, da je treba še vse ostalo tudi tukaj spremeniti in da se v bistvu cel življenje praktično obrne lahko zaradi tega, pa tudi če govorimo o nekem minimalnem času. Tle bi se kar jaz navezal v svojo prvo, in sicer to, da je cena previsoka. Cena cilja je previsoka, kar se mi zdi, da se zelo, zelo povezuje. Ti si glih omenil to, da recimo zelo dober primer si dal, no? Se pravi to, da bom jaz več z družino, pomeni še tam en podcilj, v službi, pa na psihološko-odnosnem področju en podcilj, in jaz nisem vedel, da bo vseh teh 6 podcilj, da ta cilj 1 pomeni cilj 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, pa 1, 6, da je to vseh teh 6, in sej 1, 1, pa 2, pa 4 sem vedel, ampak 3, 5, pa 6 pa nisem predvidel, in tle pa jaz nisem pripravljen, tega pa nisem, to pa jaz ne znam, ni mi to, mislim, brez veze, in ja, jaz bi temu rekel, cena je previsoka, se pravi, vidim, kada bi bili cilji v izložbah, vidim lep cilj v izložbi, ampak je taka trgovina, ki ne gre na tist cena, ampak ki grejo bolj na to, da se individualno posvetiš z njimi in pol je še dodatna oprema pri avtomobilih in tako naprej, in cena končno še ni zračunana, avto vidim v salonu sicer, Popusta pa ni. Ja. Popusta pa ni. Tlej jih ni, No ja, veš kaj, lahko bi rekel, da je kdaj tudi popust, jaz doživljam, mogoče bo to povezano s kakšno naslednjo oviro, Simbol popusta, včasih se kakšni cilji presenetljivo dobro izidejo po božjem posredovanju. Skratka, in pol, ko vidim ceno, tok pa. Ali pa pri nakupu hiše, je bilo tudi to, kaj bi, pa ko vidiš ceno za tist, kar ti bi, Tok pa nisem pripravljen. Ali niti ne morem, torej nimam kapacitete, ali pa nisem pripravljen se toliko drugim stvarim odreči, to se mi zdi. Previsoka cena. Evo, zdaj imamo 2, Benjamin. Prvo je, cilj ni bil dobro zastavljen, druga, previsoka cena. Kaj je tvoja prva? Mogoče bi jaz tukaj lahko čisto konkretno spregovoril o svojih telesnih ciljih. O tem smo prej majčkeno že govorili uvodoma. Pred epizodo, ja. Ja, pred epizodo, se pravi, jaz očitno imam v odnosu do svojega telesa neko oviro, ki sem jo šele zdaj se začel nekako ukvarjati s tem, da jo prepoznavam. Jaz sem recimo, konkretno enkrat sem prav javno pred našimi dižavci rekel, če boste videli, da sem jaz shujšal, pol veste, da delam nekaj na sebi, če pa nisem shujšal, pa ne delam. In me je prav nekdo zelo letos poletno izzval. Je rekel, kje se tebi pozna, kaj delaš, ali si čist popustu, Se rekel, ne, delam, sem na drugih področjih delam, in zdaj, če sem jaz nekako na tem poslovnem ali kakorkoli področju ogromno delal in veliko več delal kot prej in so zraven še druge ovire in tako, mi je bila cena ali pa ovira nekaj narediti na telesnem področju v resnici pač previsoka. Nisem želel na silo delati, tako kot recimo pred časom, ko smo v Exodusu pač fajn shujšali in tako, ampak želel sem, da ta sprememba tudi na telesni ravni pride iz moje želje. In se mi dovolilo, da se je začela prebujati, počas. Finta je v tem, ta podcilj, da bi bil jaz recimo malo bolj vitek, pa recimo bolj fit, tako kot sta rekla, pač ogromno enih ovir je na poti do tega cilja,
Prva ovira je, da jaz še zaenkrat še nisem pripravljen opustiti tolažbe, ne, to, kar si ti prej omenjal, hrano tudi, ne, tolažbe, ki mi jo nudi hrana, recimo, in se večkrat najem zaradi tega, ker sem pač utrujen. To sem začel zdaj prepoznavati namenoma, kje so področja, kjer meni ne sfali, ne. Pač ja, utrujen, pod stresom, neke stvari, ki so me stregirale, pa so neizrečene, pa nisem jih še sprocesiral in tako naprej. A kaj je lažje, kot nekaj v usta dati, recimo, ne. Potem stvar, ki pri meni pomeni, da bi ta cilj bil opravljen, je, da sem si zvečer pripravljen vzeti nekaj časa zase, pa iti na en orenk sprehod. Aha, ne, v redu, tukaj tisti večerni čas je edini, ki ga imam z družino, ali pa da grem zvečer prej spat, pa grem zjutraj nekaj migati, ne. Se pravi, tle so spet ogromno nekih podciljev in nekih ovir, ki meni pač preprečuje, da bi zares se lotil te spremembe, pa zares naredil neko, a veš, v večerni rutini, v jutranji rutini in tako naprej. Ogromno enih pod sprememb se mora zgoditi, da se jaz lotim tega cilja, ne. Ena taka ovira, ki bi jo mogoče ven iz tega potegnil, je ja, prevelika cena, to, kar si rekel, Matej, no. Ampak tako pač, nisem se še pripravil, mogoče ni še čas pravi, no, tudi to je nek način. Vsaka stvar pod soncem ima svoj čas, no, in lahko se lotiš na silo, pa gremo, pa bomo to zrihtali, pa tako, če hočeš pa, da nekako naravno pride, kar pa je pri meni, no, tudi en pomemben način, kako funkcioniram, je, da si dovolim delovati na moj način. In vidim, da s silo pač pridem nekam, ampak ne prav daleč, tako nekako. Tako da v resnici pač se mi mora vzbuditi hrepenenje, se mi mora vzbuditi želja in pa začnemo nekaj migati, ne. Kaj pa pomeni na tvoj način? A to je nek način, ki mogoče pri kakšni osebi ali pa v družbi ni toliko konvencionalen, sprejet in je zato te strah delovati na tvoj način? Ali No, ja, razočaraš kakšne ljudi s svojim načinom ali kaj? ja, jaz pač v resnici en del mojega, zdaj ne vem, če gremo ven iz našega okvira, ampak ena od ovir, ki je bila zame zelo velika, je pač, ugotavljam, da imam recimo neko obliko ADHD-ja oziroma ADD-ja ali kakorkoli, nekega deficita pozornosti in tako naprej. Se pravi, način mojega delovanja je drugačen kot pri veliko ljudeh, ki jih jaz poznam, no. Okrog tega se mi je nalimala zelo napačna identiteta skozi moje odraščanje, identiteta nekega luzerja, nekoga, vse to smo že govorili, ne? Ampak tako, zelo nizka samopodoba, zelo vidim, da bolj kot da bom jaz zdaj poskušal na silo prebiti čez vse te ovire, ki so se mi nalimale, je, da jih pač počasi z božjo pomočjo, ja, sprejemam, se spoznavam, jih počasi pustim, da se raztapljajo, no, tako nekako, no. In to je moj način, no. In pol skozi to pride ven večja kapaciteta, večja moč in neko prebojeno hrepenenje, da dajmo zdaj pa še to področje zrihtati, recimo, ne. V bistvu, da je treba najti en svoj način, edinstven, in zaradi tega na nek način so tudi cilji drugačni, ne? Ja, pa ena nevarnost takega, recimo, pogovora je, da bi si človek zdaj začel tukaj nabijati neko krivdo, pa bi rekel, jaz bi pa mogel tako kot Benjamin, kot Jakob, kot Matej, a veš, da si ljudje recimo začnejo, ja, to pa to, moram pa tako, brez da bi zares sam sebe prevprašal, kaj je tisto moje, kako pa mene Bog kliče, kje sem pa jaz poklican si zastaviti cilj in tako naprej, no, tako. To se mi zdi, da je lahko problem ali pa nevarnost, no, in to je tudi del procesa, da si dopustiš biti ti. Ampak moraš sploh vedeti, kdo si, ne? Pač iti v proces spoznavanja, kdo si. Ja. To si v bistvu ful lepo povezal, to, kar je rekel Matej in jaz, ne. V smislu nekje, da cilj ni pravi, ne, zato ker potencialno ni tebi prilagojena, ne, in kar je Matej rekel, ne, da je cena previsoka, ne. Če ti si zastaviš nesmiselen cilj, ne, potem bo zate konkretno ta cena previsoka, ker bi mogel toliko pa toliko dodatne sile noter dati, Ja. da bi ga lahko dosegel, ne. No, pa če dodam še to, kar smo rekli, še ta časovna komponenta, morda ni zame pravi zdaj, Zdaj, ja. ne, morda bo zame pravi čez pol leta, leto, dve. Sam pa bo drugačen, verjetno. Ja, gotovo bo na nek drugačen način bolj napreden ali pa kakorkoli, ne. No, bom pa jaz, ker se zdaj urinil, Jakob, pred tebe, pa bom uvedel pojem poklicanosti, ki se mi zdi
je moja druga, no, pa se mi zdi še bolj povezan, bi rekel, da še malo ne nadgradi, da še malo z druge perspektive pogleda to, kar si Benjamin ti povedal, ali verjamem, jaz osebno verjamem, da so za določene cilje popusti, no, tako kot smo se prej hecali. Se pravi, dejansko straglanja je manj za ene cilje, kar po maslu grejo. In opaziš, saj jaz večkrat opazim, in tudi en lanski je bil tak, recimo Benjamin si bil tudi zraven, tale usposabljanje vodenje 9-7, jaz mislim, da smo bili, to je bil usposabljanje za voditelje v cerkvi, ki si prizadeva res za tako sinodalno skupnostno cerkev. Veliko so se mogli udeleženci obvezati, da bojo pač 5 vikendov, 8krat na malih skupinah, pa še 4 večerna predavanja, pa naloge 2 naredili, izziv voditeljski, pa še zaključno nalogo. Kar neki obveze, ampak mi smo to napolnili skoraj zlahka. Jaz ne znam dobiti 26 ljudi za tako veliko zavezo sam. Res ne znam. Vidim, da je ta komponenta poklicanosti, se pravi, verjamem, da Bog pa jaz imava neko resonanco, kjer oba bolj zavibrirava. On z mojo pomočjo, kar sicer ne rab, ampak mu je lepo videti, in jaz z njegovo. In da je popust, no? In da za nekatere cilje, to je bil moj cilj, zelo jasen cilj, ampak jaz sem šel vanga nepopoln, se pravi, bil sem glih takole kot lani smo bili, čez mesec pa pol bo mogel biti toliko ljudi prijavljenih, nisem vedel kako, tudi cena za katoliški krog ni bila nizka, konc koncev, če tako gledaš, ker smo navajeni malo bolj nizkih. Ja, in kar šlo je, no. Jaz bi rekel, a ti verjameš v to? Verjamem, zagotovo. Ja. Samo se mi zdi, lahko bi razlagal to kot popust, ne? Jaz bi pa to razlagal kot dar, Okay. Se pravi, kot cena, ki je bila že vnaprej plačana. Ne? Se pravi, neki trud, ki je bil, zato da si ti lahko 26 ljudi dobil v tem konkretnem primeru, prepričal, si ti prej 20-30 let delal v teh krogih in si dostavljal vrednost, mogoče prej pod ceno. In si zdaj v bistvu lahko požel teh rezultatov, zato ker si se pa odprl, ker si bil poklican. V tem smislu. Kot drugo pa vidim to poklicanost, se strinjam, da je pa v bistvu nekaj, kar je bilo položeno vate kot dar, da lahko ti nekaj narediš lažje kot vsi ostali. Zato cena ni nižja, ampak je v bistvu samo tebi jo lažje plačati. Tako jaz vidim. Ja, objektivno lahko rečemo, da je cena višja, ja, sam da imam jaz talente, ja, pač na enem področju, nekdo drug pa na drugem. Je stvar percepcije, lahko na to gledaš kot popust, jaz na to rajš gledam kot na dar. Super si dopolnil. Ker se mi zdi v naših, sploh teh katoliških krogih, nevarnost, govoriti o popustih. Ja, je pa tako lahko skozi pršol. Ja, sej njemu pa lagano, ko mu je itak vse dano, in v bistvu na nek način je to res, ampak hkrati pa isti človek, ki to reče, pa ne pogleda vase, kaj pa on ima. Ne prepoznavamo darov v sebi, ker smo navajeni, da smo slabi. Ja, v tem smislu, da jaz pa nimam, drugi pa lahko, se pravi, čim ti oznanjuješ, češ, nam je bilo to lažje izpeljati, smo dobili popusta, ljudje si še, ok, to je pa zdaj izgovor, meni pa zdaj ni treba, ker jaz pa tega popusta nisem dobil. Tako da jaz bi samo malo preokviril to. Tako, komor se je več dalo, se bo od njega tudi več zahtevalo. Tako. Pa jaz mislim, da se je vsakomur več dalo na nekem področju. Ja. In zakaj se tako išče izgovore? Zaradi tega, ker v resnici to bi pa izpostavil kot eno od ovir. Si dvojkico svojo. Ja, svojo dvojkico. Si se tudi ti urino pred Jako, pa Jako, pa imaš 2 kviska. Daj, povej, super je. Ja, kot eno od ovir je v resnici nevera, Nevera je ovira, da sem pa jaz zares poklican, ker mislim, da je poklicanost pogojena z mojo popolnostjo. Se pravi, s tem, da jaz pa, da bi smel biti jaz poklican, da bi smel imeti ta goreči grm, moram pa jaz v resnici biti idealen in takšen. Se pravi, tudi ti, še ko si bil poklican, pa ko si 20 let delal na tem, pa ko si zdaj to, pa si še zmeraj izpostavil to kot popust,
V resnici bi pa mi kot kristjani bili prvi poklicani, da delujemo v tem polju, kjer pač ni vse odvisno od nas. Zdaj imamo pridižen seminar za voditeljske pare in za ostale, ki jih zanima dajanje naprej, dajemo naprej in je naslov Napolnimo vrče, iz Kane Galilejske. Se pravi kaj? Napolnimo vrče, s čim? Z vodo. Kaj bo pa Jezus naredil? On bo dal pa vino. In to bi mogel biti naš standardni modus vivendi, ampak ker mi realno živimo v praktičnem ateizmu, ker ne verjamemo kot kristjani, katoličani, pa smo pa frajeri, smo pa zagrenjeni, pa smo ciniki, pa vsem neki pač, ko se kdorkoli, karkoli zares upa narediti v veri, učitamo, temu je bilo pa lahko. Ne, moj pa bilo, ja. Najprej, da je neodgovoren, ne? Pok aparata pa, sej njemu je bilo lahko. Točno tako. A poznata en tak temnopolt Američan, Myron Golden, influencer. Čisto odbit tak kristjan, ki govori o obilju, o zaslužku, o denarju in tako naprej. A ti imaš dvome do njega? Mislim, ga poznam. Meni je ful zanimiv, tako, no. Jaz nisem še poslušal, poznam. Malo znal prosperity gospel for, ampak v redu. Ja, lej, meni je bil ful dober ta stavek. Pa vsi skozi rečemo, da Jezusova glavna stvar je bila, da je bil brez prebite pare. A ja? A je bil res? Zakaj pa rabo zakladnika? Juda. Ne, en denar, ne, to ni ubogi, ni to nujno, da si reven. Mogoče so pa imeli, zakaj bi rabo drgati zakladnika? Bil svet bolj reven, bolj božji kao, to je ena velika ovira pri nas. Bolj je bilo tukaj, pa si predstavljam, jaz tega konkretnega gospoda nisem poslušal še, ampak si predstavljam, da neki sredstev so mogli imeti, ampak razlika med Jezusom pa ostalimi nami je v tem, da on je bil pripravljen vsa ta sredstva 100% vložiti v svoje poslanstvo. Tle je veliko, to je se povezuje na nisem pripravljen plačati cene. Oziroma investirati jih skozi, skozi jih poganjati v živo. Tako. To so se pa midva enkrat pogovarjala, a so kakšni talenti, ki jih imam enkrat v avtu, nazaj grede iz skupine, a so kakšni talenti, ki jih imam sam odložene, ali jih imamo vse skozi v investiciji, da dajo donose. Takrat si me kar izval, ker res jih imam velik del sam položenih. Sam že skrbeti za vse te moje investicije teh talentov, mi je ful velik. In se zavedam, prosim Boga, lej Bog, vem, še, to je glih obratno kot povprečen katolik. Bog, vem, še večjega carja si mi ustvaril, še več talentov si mi dal. Jaz jih sploh ne morem porabiti vseh, kot si mi jih ti dal. Pa že dovoliti si reči, da te je Bog ustvaril kot carja? A veš, mi v naših občutjih potlačenosti. Ne, to pa jaz imam, dejansko bilo to del mojega spreobrnenja. No, sej, In tudi letos, če sem še to, ker to je, mogoče se malo povezuje z oviro, v tišini letošnji v TZ-ju ta Flixbus, ki smo prej govorili, torej, to je bilo pred epizodo, zato za poslušalce, pač 24 ur Flixbusa do TZ-ja, pa TZ tišina en teden, pa 24 ur nazaj. Eno glavni mojih spoznanj je bil, da kadar me kdo kaj orang kritizira, to so pogosto najbližji, ne smemo vsega to resno vzeti, da sem najprej ful v redu, na tist ful v redu so pa zraven še kakšne napake, ki jih zdaj glihun govori. In se mi je že neparkrat zgodil, da sem to mislil, ko sem dobil kakšne orang kritike, apliciral takoj mi je bila dana iz tišine letošnje, takoj v misli in sem čist drugač ta pogovor speljal. Tako malo na to, car pa kapacitete pa to. Jakob, zdaj pa končno tvoja dvojkica. Jaz bi rekel, da ta druga, mogoče bi v kapaciteti pa na koncu se spregovoril, ker bo lepo zaokrožila, tako da bi jaz izbral, jaz sem že dve povedal na začetku, ampak ajde, bi rekel, da je nek spopad vrednota. In to se zdaj mogoče malo tako čuden sliši, ampak velikrat govorim, da si želim neki, ampak si želim pa neki drugega še bolj. In največji tukaj spopad bi rekel, ki je tak najbolj očiten, vsi pravimo, si želimo obilje, pa smo bili poklicani za obilje, pa ustvarjeni, pa tega piše po Svetem pismu še pa još, Tega glih ne pravimo vsi katoliki, se mi zdi. Ampak je pa dosti očitno, vsaj jaz berem, ampak cena tega, je pa velikrat kakšen odnos, in lahko si rečemo, želim si tega, želim si
recimo, pustimo obilje, rečemo mir. Rečemo, želim si več miru, ne? Želim si več stika. Ne? Ampak kaj se pa zgodi z vsemi odnosi, ki ne nudijo tega stika, ne? Pa so bili zdaj pomembni, sem jih jaz dojemal kot del mene, v bistvu, ne? Te ljudi. In je velikrat je tako, da vsakič, ko se nekaj spremeni pri meni, se vsi odnosi okoli mene porušijo. Ali pa redefinirajo vse. Ja. Tako, pač v tistem momentu, jaz ženi večkrat rečem, pa Janjela, vsakič, ko se en od naju spremeni, je najin odnos mrtev. Ne? Tak, kot je bil. Zdaj. Boga Janja. Zelo sumirano. Težko ženske, težko slišijo. Ja, ful težko. Jaz ne bi rekel, da je mrtvo, no, namreč. Ne, jaz da bom definiral to, Jaz bi rekel, da je jaz mislim tak odnos, kot je bil prej. Kot je v tistem Tako. trenutku Treba ostajal ga je mrtev. poustvariti. Tako. In v bistvu se odnos na novo ustvarja. Zdaj ni vse mrtvo, ni nič, pač ni pogorišče, ne? Ampak točno tak, kot je bil, ne obstaja več in je zdaj drugačen, ker se je Eno od oglišč se je spremenilo. Eno od oglišč se je spremenilo, ena variabla se je spremenila in v tem primeru jaz ali pa ona, ne? In je treba zadeva na novo redefinirati. In tukaj je veliko strahu noter. Lahko, ne? Zdaj, ko si šel 50krat ali pa 100krat ali pa 1000krat čez 100, pa imaš nekako malo občutka, ok, sej, če je 1000krat šlo, bo šlo tudi 1000 prvič. Odporen si bil. Tako, si bolj, ampak ko pa to delaš prvič, a ne? Je pa sem jaz zdaj zaradi tega cilja, ki je mogoče na prvi pogled sicer dober, ampak a sem jaz zaradi tega pripravljen odnose tvega? No way, a ne? In ironija tukaj je, ne, da če hočeš recimo neko finančno, materialno obilje, ne, da rabiš najprej odnosno obilje. Zato, ker če ga nimaš, boš vedno pač razen, če si izjema, ne, večina ljudi nas je zvezanih na odnose, se pravi, nikoli ne bomo zaradi materialnih stvari ogrožali osnovnih odnosov, tega osnovnega stika, ki ga imamo kot otrok s starši in potem kot odrasel pa z ženami. Ne? In otroki tudi v končni fazi. Ne? Se pravi, konflikt vrednot, pri čemer si kot ena od vrednot, ki običajno stopijo v ta konflikt, izpostavil odnose. Tako je. Ampak si pa še pred epizodo tudi eno drugo zgodbico delil v zvezi s konfliktom vrednot. Ne? Čakaj, kako je že bilo? Kjer je dve, da sta si že skočile v lase, tista mi je bila še bolj. A že se ne spomnim zdaj. A si ti spomniš? Ne. O čem smo govorili? Mislim, da smo isto o materialnih stvareh govorili. Ja, obilje versus. O ranah nekih. Možno, da je bilo Tako. obilje versus odnosi, res, ja. Ja. Da če boš hotel več denarja, boš mogel zaradi tega nekatere odnose mogoče dati na stran. Mogoče denar je tukaj tako reči, obilje gledati samo skozi denar je tvegana zgodba, ker v bistvu velika ti lahko imaš denar, pa nimaš občutka obilja. Jaz govorim nasplošno, da rečemo rast proti več, a ne? In ne nujno, da več imam, ampak da jaz več sem. A ne? Ker s tem, če jaz v končni fazi sprejemanje milosti, sprejemanje talentov, kako si ti rekel, ne? S tem avtomatično jaz več sem, več zmorem, moja kapaciteta je zrasla in zdaj ali so ljudje okoli mene, a lahko to shendlajo, a lahko s tem živijo, a imajo oni kapaciteto biti z mano. Ne? Ne vem, če jaz malo poslušam te razne coache, tudi za osebnostni razvoj, ful veliko se jih pol loči dejansko, ne? In tudi ko se na novo, ko pridejo na krat 5, ne, ali pa neki, ali pa tudi znane osebnosti, vse, če pogledaš našega premierja, recimo, ne, ali pa karkoli, ne. To mi je všeč pri vaši diževi filozofiji, ki imate ta trikotnik, Bog pa mož pa žena, da je treba tudi, če ti je težko, tudi, če ti je to breme, še tudi drugega vleč gor proti Bogu, a ne. Da ne greš samo tih Bogu, pa ustane dol, ker pol se bo avtomatsko ves razbila v trikotniku. Ne? Pa ključno je, da imata oba nek odnos do Boga. Ne? Tukaj je on tisti, ki dopolnjuje te stvari v odnosu. Ne? No, ampak jaz sem ta trikotnik tle apliciral na osebnostno rast, ne na Boga. Ne? V smislu, če bom jaz ful rastu, žena pa ne, naj jo bo raztrgal najbrž. Ne? Ja. In večina se nas bo odločila za počasnejšo rast pa ohranitev odnosov. Ja, in to tudi diš uči. Ja, ampak je to prav? Jaz mislim, da do neke mere je. Zelo težko je, težko bi bilo
da bi rekel, zdaj bom pa jaz To sem tudi tebe vprašal, ne Benjamina, on mora reči prav. Ne, sej boš zdaj, Jakob, to. Ja. Pove na svoj način, a veš. A je smiselno rast pa vse okoli sebe porušiti? Ni. Brez veze. Ne? V resnici tudi, če bi tako gledal, tudi ne boš tako hiter rastu, kot boš rastel v nekem odnosu, kjer boš izpostavljen. Pa kam se boš usadil? Tako? Ti se rastemo skupaj zaradi tega, da smo ekosistem. To je razlika med neko katoliško rastjo pa med neko New Age individualizirano rastjo. No. Ampak izziv je pa v tem, ne? Druge prepriča, da tudi hočejo rasti. Mislim, mi se pa veliko zaparkiramo. Ne moreš drugih prepričati. Ti zato pravim, da je to rešil. Idejo, ne? Ampak jaz verjamem, da pač so primeri, ko je ta drug zaprt. Zaparkiran, ja. Zaparkiran in njega ne boš prestavil. Ja, in kaj boš pol? Ja. Veš, ker te situacije se dogajajo v službi, pa to še nekaj gre. Tiste odnose se hitro, če se pa v zakonu taka situacija zgodi, pa... Že v službi je neskončno težko reči človeku, lej, v bistvu je firma prerasla. Mi gremo naprej, ti si se pa zaparkiral. Ja, je to neskončno težko. Tukaj je pač toliko mnogo težje in verjamem, da jaz tukaj ne bi obsojal, ne. Mislim, da sta obe rešitvi na neki stopni smiselni. Ne? V službenem kontekstu. Ne, v osebnem. Ne? Pravi, če imaš ti nekoga na drugi strani, ki je zaparkiran, ne, je pač odločitev in spet odgovornost na tebi, da se odločiš, ok, jaz bom to sprejel, zame bo to bo moja zgodba. Ker on se itak ni obljube držal na nek način. Ja, lahko zaparkiranost po moje ne more biti del poročne obljube. Drža zaparkiranosti ni v skladu s poročno obljubo. Tukaj je zdaj cela nova debata, ne, ki bi bila potrebna na to temo, pa ne vem, če smo zdaj poklicani vstopati v to. Ne, konflikt vrednot. Je pač to konflikt vrednot. Imam pa recimo zdaj le primer svež poletni iz pač Veržejske in tako. Pač ljudi, ki so se dolgo bili pripravljeni čakati na rast in se je zgodila potem naposled. Ne. Ja. Zdaj, nevarnost in kar je narobe pri tem, po mojem, je to, da bi se ti povsem odpovedal rasti. In pa seveda ta, ki je še to bolj klasična, da bi potem drugega poskušal siliti rasti na točno tvoj način. Ne? Ja. To je pač zelo prisotno tudi v teh naših krogih. Meni se zdravilo zato zdi redno updatanje. V smislu, če se midva s Simono dolgo časa ne pogovarjava, se je meni zgodila ful velika delta že. In ona me bo zelo težko ujela, ali pa jaz njo. Če se pa saj približno redno updatava o tem, kaj se nama na tistih področjih, kjer najbolj rasteva, dogaja, so pa te deltice prebavljive. No, ampak to je zato, ker sta realno v odnosu. Jaz imam tudi tako izkušnjo, da dokler ti stik ohranjaš, to v resnici ni problem in je ta druga žena v tem primeru močna vzpodbuda in je tudi najboljše ogledalo in tudi močen motivator. Ampak ne morem pa si predstavljati, kako bi bilo, če tega ne bi bilo. Ja. To mi je pa, sem skončno hvaležen, da temu ni tako. Ker če bi pa imel situacijo, da na drugi strani nimaš odnos je pa ta odnos že mrtev. Če sta hišnik in gospodinja, ki pač nimate odnosa. Če ni stika, je odnos itak mrtev in pa se pač moraš odločiti, da ga boš uživel, ga boš pač pokopal. Ja. In tle ni, mislim. A je biti z mrtvim človekom, pa vem, da pretiravam, v odnosu še kršansko ali ni, ne? Pa tudi tisto, ko si prej omenil, coache, pa premijeje, pa ne vem koga na poziciji in tako naprej, izjemno težko je sploh razmišljati, kako bi jaz funkcioniral v ob tako povišenem pritisku, recimo. To je nekaj, recimo, to je mogoče pa ta tretja ovira, ne? Ajde, daj, povej, ja. Gremo na tretji, zadnji krog. Zvonček zvoni za zadnjih 400 metrov. Mislim, se ful povezujejo stvari, v resnici gre spet za vero. Strah pred spremembo, strah pred tem, kdo bom jaz, ko se bo ta sprememba zgodila, strah pred tem, ok, dobro, ali sem tega vreden, ta impostor sindrom in tako naprej, to je tako ali tako ful prisotno, ampak mogoče še globlje od tega, je pa prav ta zares strah pred spremembo, ker se bo ob tej spremembi, ne vem, če se karkoli ali finančno, ali pa recimo en prijatelj mi je razlagal, če bi bil jaz lep pa fit, ob tem, da sem toliko talentiran, jaz ne vem, če bi bil še vedno ženi zvest.
Zakaj se bojim shujšati? A veš, take vrste strahovi so nekje noter v ozadju, v globini, kjer sam sebi ne zaupam, v končni fazi pa tudi Bogu ne zaupam, da me bo lahko pripeljal. A veš, zaupam mu, da me bo peljal čez težke cajte, ne zaupam mu pa, da me bo peljal čez dobre cajte. Ker je tudi res po svoje, ne? Ker je lahko skušnjava težja, večja. Ne? Dojenček, ki pride ven, njegovi možgani in druge deli telesa še niso pripravljeni na to spremembo, dejansko je odvisen od starša. In če se te spremembe zgodijo prehitro, dejansko možgani in ostalo ne more in si lahko veliko zasereš. Ne? In je na nek način ta strah dragocen. Ja, dokler te ne drži v paralizi. Ja. Pa dokler te ne dela, da se samo sabotiraš. Jaz konkretno, zdaj imamo čisto konkretno, mi smo sredi ene investicijske runde, iščemo investicijo za najin app, da bi lahko šli preveriti stvar v tujino in tako naprej. In je blazno negotova stvar in si izjemno izpostavljen, ko greš in vprašaš človeka, če bi bil pripravljen biti investitor v tvoj posel. Ker to potem nisi samo tvoj posel, to si ti. To si ti, ki si s tem vse postavljaš pod vprašaj. Ta startup kultura je taka, da se totalno notvržeš, bolj kot je to zdravo. Ne. Ja, ampak hkrati pa, da se tudi izpostaviš, da si totalno razgaljen in izpostavljen in jaz v sebi vidim vzorce, kjer znam narediti prvi korak, pa potem zmrznem pri drugem, se samo sabotiram pri naslednjem koraku. Kaj je prvi, pa kaj je drugi? Ja ne vem, naprimer, da vzpostavim nek prvi stik, kjer... Potem si res dober, ja? Ja, to sem dober, se strinjam. Hvala Bogu, v redu. Pol je treba iti pa za računalnik, pa nek follow-up, pa tam v pisarni, pa narediti neko pač, ne vem, ali ponudbo, ali karkoli tralala. Pol pa perfekcioniram do amena in še 500krat čez. Ker me je tako zelo strah zavrnitve. Ker se tako zelo bojim, kaj pa bo, če ne bo in tako naprej. In sem se, hvala Bogu, doživel že in plus in minus in odobritev in zavrnitev in je na drugi strani, ne, je ta kapaciteta, pol že lažje se diha, ne, a veš, in pol za nazaj pogledaš, ja, kje sem jaz bil, zakaj sem se tako zelo bal, ja, pač sem se, tako sem pač od tukaj ven prihajam, ne. Mi je po drugi strani ta startup kultura izjemno všeč, ker je izjemno iskrena, dosti bolj kot neka klasična nevladniška. Bolj je strastna, passionate, strastna. Ja, in meni je to tudi všeč, jaz to rabim. Jaz bi to dopolnil, da pri meni se to kaže kot strah pred samim sabo. Ja. Se pravi, da v bistvu na neki stopni jaz vem, da imam več talentov, pa večjo moč, pa večjo kapaciteto, ampak sem bil nekoč očitno v mladosti, sem bil v tem zavrnjen in iz moje perspektive to pomeni, dojemam to kot nekaj slabega. Ne? In da vsakič, ko pridem blizu, da lahko bom tukaj izpostavljen, se ustrašam. Ne? In je treba v bistvu zavestno iti počas čez ta strah. Ne? In tukaj to, kar si ti omenil, ta strah, se jaz tudi lahko malo navežem, ker ne grejo stvari dobro, je izbira samo ena in je odgovornost relativno nizka. Ne? Zato, ker točno veš, kaj moraš delati. Če pa nekdo zdaj do tebe pride, pa ti da investicijo, ne, gre pa tvoja odgovornost in moja odgovornost in vsakega, ki je v taki situaciji, v nebo. Ja. Ker kar naenkrat moraš pa sprejemati odločitve in moraš prevzemati odgovornost za njih. Medtem, ko takrat, ker nimaš te odgovornosti, si pač investicija so dobesedno talenti, ker so pač finance in za več talenti je težje upravljati. In tega je strah, ali bom zmožen. Tako, in pa na drugi strani je pa tisto občutek, zato pa, da jaz pa lahko s tem upravljam, da jaz imam kapaciteto s tem upravljati, moram pa zbuditi un del sebe, za katerega pač verjamem, da mogoče, oziroma se je v preteklosti izkazal kot neukrotljiv, kot nepriden, tako, kot škodljiv v bistvu. Ne? Škodljiv je pa zakaj? Zato, ker je mogoče posegel v odnose, mogoče je ponovadi je rušil status quo, ostalih. Tako. Ja. In je v bistvu to izziv, in pa si nekje ujet vmes, in velikrat pri meni, neka neakcija izhaja iz tega, da v bistvu vidiš, veš, kaj moraš vsem, ampak hkrati je pa toliko močen ta strah, da boš ne morem, ne morem se premakniti. In se strinjam tudi s tem, kar ti, Matej, si rekel, da prehiter to delati je v bistvu lahko samo destruktivno, zelo hiter gre lahko zadeva dol,
ampak hkrati pa imeti občutek, da boš imel pa skozi kontrolo, pa ni. In tukaj pride milost dejansko gor. Zato, ker se lahko postavim v vlogo, pa rečem, ok, jaz vem, da ne znam s tem upravljati, ampak zdaj sem pa v situaciji, da si lahko dovolim, da to ven pride in da lahko verjamem, da to ne bo zdaj nekaj slabega. Da lahko verjamem, da bo Bog tako, tisto vodo zamenjal. tako, da je Bog že dal vino noter. Sam jaz imam še vedno občutek, da me bo to vino pelalo v napačno smer. Meni je bila pa všeč beseda neakcija, ki si jo rekel. Pa sem razmišljal, da pri meni ne vidim to, ker jaz imam ogromno izzivov z neakcijo. Se pravi, jaz imam vedno 30krat več ali pa 10krat več idej, kako bi lahko ta dan preživel, pa bi bil tudi v skladu z mojo poklicanostjo, kot pa imam ur na voljo. Se pravi, moja neakcija je, prejle smo se glih pogovarjali, evo, čist banalen primer, zakaj ta slika še ni nikjer obešena, ker sem jo dobil za darilo, Goreči grm. Moja neakcija ni posledica nekega strahu, ampak je enostavno posledica neznanja tega, da ne znam se soočati s tem, da ima dan sam 24 ur, torej z omejitvijo. Valjda je pol tle tudi moja kapaciteta zraven, se pravi, koliko jaz znam upravljati s tem, ker konc koncev, če bi imel še enega idealno kakovostenega zaposlenega, ki bi toliko čutil in pripadal in bi točno vedel, kam to sliko obesti in bi si med sabo zaupala, valjda bi to bilo rešljivo, ali pa največ tega doma vidim, pri vzdrževanju hiše, pri stikih z otroki, pa tako. Ne vem, moja neakcija je bolj posledica, bom zelo banalen, moja neakcija je posledica tega, da ima dan sam 24 ur. Omejene časovne kapacitete. Ja, oziroma najbrž tudi vseh kapacitet. Ja. No, tukaj in mogoče tle lahko tudi pridemo celo na ta tvoj koncept kapacitete, ampak ja, kar povej, Benjamin. Ja, tukaj se mi zdi, da pač, če je to četrta ovira, kjer že, pač sprijaznjenje z dejstvom naše omejenosti in nepopolnosti in tega, da v resnici tudi rabimo pomoč. In tukaj pride pol pa vprašanje delegiranja tudi v poslu in tako naprej in vabljenja komplementarnih članov ekipe in tako naprej, ker sem tako spoznal samega sebe in videl, kje so moje močne točke, ok, ta prvič odprem vrata, pa imam problem, recimo, ali karkoli, pri meni, in poznam tudi svoje šibke točke, pa zaradi tega nisem čist deprimiran, se pravi, pač sem tako slab in grd in tralala, sem car, ampak imam pa te slabosti, imam pa zraven drugega carja, ki se zaradi tega ne povzdiguje nad mene, a veš, recimo, ampak mi dopolnjuje te stvari. Recimo, ne vem, so zadnjič gledala sodelavko ta Disneyjeva metoda, kao 3 oseb, 3 klobukov, pod katerimi delaš, sanjač, načrtovalec pa kritik, Jaz sem zelo velik in zelo dobrega nekega vizionarja, nekega sanjača, recimo, ima precej manj nekega konkretnega načrtovalca in zelo zanač kritik, recimo. Sodelavka je rekla, jaz pa sploh ne morem si predstavljati, da bi bila sanjačica. Je pa odlična načrtovalka, recimo. A veš, in dopustiti si to komplementarnost in hkrati se zavedati vrednosti drugega v najnih pač plusih, tam pol pač tukaj pride to timsko delo, ki je pač edini način, da se svojo lastno osebno kapaciteto nadgradimo v resnici. Dele, kaj si to rekel, en od stavkov, ki od poletnih branj, jaz sem tudi polet bolj bral te priročnike, pa to zdaj, eden od stavkov, ki mi od poletja najbolj odzvanja in sem ga bral poslušal audioknjigo glih na poti na Flixbusu, seveda je bil, če cilj lahko uresničiš sam, te najbrž ni vreden. Je premajhen, ja. Tako, na tole. Amen, ja, res. Ker smo glih na ciljih, Mogoče to preveč celo moja napaka, da smo celo epizodo zastavili zelo, zelo individualistično, Jaz in cilj se dajeva tlele, No, vse v redu za ključek in za okroženje. Ti si še tretjo oviro je bila kapaciteta, Jakob? Ali že četrta, ali kjera. Jaz imam tudi še eno. Kapaciteta lepo povzame vse skupaj. Zato, ker nekaj je, da si jaz nekaj želim narediti, nekaj je pa, da jaz dejansko to zmorem narediti. In kapaciteta je zmožnost nekaj narediti, se premakniti. To misliš, da je čisto objektivno? Ne, ni objektivno. Ali je bolj
Kako vidiš sam sebe? Velik del je tudi dojemanje lastne kapacitete na eni strani, koliko jaz mislim, da imam kapacitete, in na drugi strani razmišljanje o tem, kaj mi podzavestno pije to kapaciteto, kaj mi jo jemlje, pa mogoče se jaz tega niti ne zavedam. Ne? Recimo pobeg je ena taka lep primer tega, ki ti jemlje kapaciteto, nam jemlje v bistvu kapaciteto. Ne, ne daje. Pa malo tudi filaš, ne? V bistvu se ne nafilaš. Je odvisno, kakšne vrste pobeg je. Ne? Če je namenski, pa se lahko nafilaš, če pa ne. Stik kapacitete. Če greš v kino, ne? Ja, ampak to ni pobeg. Ampak če sem pa jaz... Lahko je, marsikdaj. Če sem pa jaz pod stresom, pa sem utrujen, recimo, pa grem jest za to, ali pa spijem kozarček piva, meni to ni dal kapaciteto, ampak mi je dodatno vzel kapaciteto. Samo kar jaz sem prišel v situacijo, da zdaj ne čutim tega, da nimam kapacitete. Tako da iz te perspektive je smiselno se večkrat vprašati. Otopelost, ja, ti naredi. Ti si tam, jaz sem otopel, ne? Tukaj bi priporočil Nihilizem podcast z Janijem Brajkovičem, kolesarjem, ki je govoril o pač zakaj je on imel bulimijo, pa vse te stvari, pa to, pa sadizem, pa mazohizem v kolesarstvu, pa tako naprej. Dal je ful dobro primerjavo. A veš, ljudje v taboriščih, oni so čist suhi, pa zgledajo kot zasanjani, ne? Zato, ker ne čutijo. Oni so otopeli in to mi iščemo. Ker je to način preživeti. Mi iščemo otopelost. Ker živimo, kot da smo v taborišču. Ne, res dobro je bilo. No? In pol iz te otopelosti je cel vrhunski šport razvil, pa celo noro. In pol, ker sem šel prav na YouTube, sem šel iskati intervjuje z njim, ker sem ga videl skozi te oči za nazaj, 12 let nazaj. Jaz bi rekel, da mi ne iščemo otopelosti. Vsaj jaz ne bi rekel zase, da iščemo otopelost. Jaz iščem v bistvu nek stik, ne? Ampak če pa se vseb ne čutim vrednega tega, ali pa če nimam te možnosti. Ali pa sem obupal nad tem. Ja, sem obupal nad tem. Pol je pa otopelost pač način, kako preživeti. Ne? Ampak v stanju otopelosti ni več nobene želje, ni nič. Ni veselja, ni nič. Ja. Je pač dejansko praznina. Popolna otopelost je popolna brezčutnost. Ja. Ok, moja zadnja bi pa bila ta ovira, da na cilj gledam kot na končno stanje. To si malo že tudi ti rekel, Jakob, pa da se vmes pol kaj spremeni na pol poti. Namreč je pa pod vplivom to knjige, ki smo jo brali, Atomic Habits, atomske navade, da na cilj ne gledaš kot na končno stanje, ampak kot na navado. Tudi ti si zelo lepo rekel, kaj si delal drugače. Nič nisem kaj dosti delal drugače za firmo letos, samo zmišljujem si, samo že x leto sem delal isto. In to prave stvari, očitno. A ne? In ta knjiga Atomske navade govori o tem, da navada, ki jo uvedeš, se skozi obrestno račun zelo, zelo multiplicira. A ne? In je to lahko čist mikronavada, ampak boš iz teh obresti čez en let imel več kapacitete še za novo mikronavado ali 2 ali 3 uvesti. A ne? In ne gledati na cilj kot na končno stanje, ampak kot na navado. A ne? Zato sem si jaz tudi tole, kar sem na začetku rekel, ne, moj cilj živeti 50 leto kot sveto leto, nima končnega stanja. Ni nič, ko bo pa jaz Abrahama srečal 30. maja 2026, bo pa ne vem kaj. Ne. Sam to ima, a ne. Proces ima, navado ohranjati olje, če v skladu z današnjim evangelijem povem. Ne. Ta knjiga ful dobro omenja en koncept, reče dolina razočaranja. Če si predstavljate premico, ki raste, a ne? Mi predstavljamo si, da bomo rastli po premici, a ne? Ampak navade rastejo pa po uniji, obrestno račun, kaj pa v bistvu, kaj to, se ne vem, eksponentna krivulja, a ne? Kaj je pa tako na začetku položna, pa v nebo, a ne? In tam vmes, kaj je premica še višja, ne? Tam je dolina razočaranja, ker navada ne prime. Ti si pričakoval, da bo šla po premici, ampak ne prime. Ne? In zato ne verjamemo v moč navad. Ampak ko pomislim, ne, vse stvari, ki so mi trajno zvišale kapaciteto, da se Jakob navežem na te, so posledica navad. 1000 ponovitev, recimo, no? Ali pa ne, recimo, večkrat sem že tudi v tem podcastu omenil, najbolj oprijemljivi sta dnevna božja beseda pa mrzutuš.
ki imata pri meni že 1000 ponovitev. In ja, tako no. Zdaj pa predlagam sam, da gremo, povzamemo, da vsak pove 3 tiste, ki se jih je najbolj nekako oprijel tekom te epizode, tako da bo za udeležence najlažje. Bom kar jaz začel, da bo za poslušalce najlažji povzetek, da bojo lahko tudi premislili, mogoče, da boste lahko, dragi prijatelji, premislili, s katero se najbolj povežete, pa jo nesli s sabo v torbici po tej epizodi. Moja prva je bila previsoka cena za cilj, nisi pripravljen toliko plačati. Moja druga je bila ne čutim poklicanosti, torej nisem dovolj slišal Boga. In moja tretja je bila, da na cilj gledam kot na končno stanje, ne pa kot na navado, ki se mora dogajati po malih korakih in že zdaj. Jakob, kje so bile one tvoje 3? Najprej, da cilj ni potencialno pravi, da pride do spopada vrednot, da to, kar jaz mislim, da želim, ni to, kar si globje vse po resnici želim. In ta tretja kapaciteta, da nimam dejansko zmožnosti v tem trenutku še tega narediti. Benjamin. Jaz bom pa povedal, da nimam pojma, kje so bile moje 3, bom pa po svoje povedal. In da sem tudi v redu s tem in da se ne počutim več neumnega zaradi tega, ampak pač tako funkcioniram in bom šel poslušati in bom pol vedel, kje so. Pa Matej mi bo pomagal sistematizirati, kje so moje 3. Ne? Tako da mi je pa ta epizoda in ta pogovor v resnici pomagal razdelati mojo naravnanost do ciljev kot takih, ker sem, kot Jakob dobro veš, ne, v naši Level Up skupini vedno imel nek odpor do samega zastavljanja ciljev kot takih, ker sem jih videl kot omejitev, ker jih videvam kot način, kako jaz tudi omejujem Boga z neko svojo fiksno idejo, kako bi stvari morale biti. Ne. Tako da Matej, ful mi je všeč ta tvoja, bi rekel, ta ideja o ciljih kot navadicah, ne, in bom končno šel prebrati Atomske navade. To je res ena boljših knjig. Ja. Druga stvar pa je pač odzvanja meni je pač bil eden od teh ovir, je bila strah pred spremembo, ne, strah pred tem, kdo bom jaz potem, ko se bom spremenil, ne. In mislim, da prav skozi to Kano Galilejsko in skozi to, pač moje je, da pripravim ta vrč, pa tisto vodo not nalijem in potem prepustim Bogu. No. In tukaj je pač čist ta globoko osebni odnos z Bogom in dnevno vzdrževanje tega odnosa z Bogom tisto, ki mi bo znalo dajati vero za naprej, no. Da bom te cilje si upal zastaviti, malo bolj tako konkretno, korajžno, hkrati pa reči, lej Bog, takoj, ko bo treba te cilje kaj spremeniti, jih spremeni. Ampak obenem pa, no, tudi ti si, Jakob, pol to zreflektiral, no, tudi v poslovnem smislu, ne, iti za to kapaciteto, vzpostaviti, dovoliti si dobiti več talentov in zaupati, da ja, nisem še tam, da bi zdaj upravljal z več talenti, ampak če stopim na ta korak, bo Bog poskrbel, da bom jaz v naslednji iteraciji sposoben upravljati z več talenti. Ne? In tukaj se potem lahko neha samo sabotaža, se lahko nehajo te strahovi, se lahko nehajo te stvari, ki v resnici mene držijo nazaj. Ne? Jaz bi tle sam še vskočil noter. Ena misel se mi je pojavila na to, kar si ti, Benjamin, govoril, pa na to, v bistvu, kar smo vsi. Ena od metod, ki zadnje cajte dobro mi deluje in pomaga proti temu strahu, ne, pa proti temu, recimo, a je moja kapaciteta res taka, kot jaz mislim, da je, ne, je neka radovednost. A ne? Doesn't need to be perfect, ne? To, ok, perfekcionizem ob strani, ne, ampak sama radovednost. Recimo primer od včeraj popoldne. Mi smo vedno, zadnje 5 let imamo lepo na vrtu bazen postavljen, polet, tisti prenosen, ne, in vedno smo ga pospravljali oktobra, polk je bil že dež, pa smo pa tisti brisali, pa vse, ne. Pa smo rekli letos že eno, da mogoče bi ga pa malo prej postavili, ne. In mislim pospravili, ja. In smo začeli ta teden že lepo, ko smo videli, da bo zdaj slabo vreme, smo ga začeli pospravljati. In pol, ko sem jaz včeraj se znajdel, imel sem celo popoldne časa in sem bil v strahu. Koliko je zdaj tega dela, preveč bo, ne bom zmogel, utrujen sem, ne vem, ne da se mi v končni fazi, ne. Sem si rekel, kaj pa če bi sam probal z neko radovednostjo v to vstopati, ne, v smislu, ok, ta prvi korak je tole za narediti, a to zmorem, ok, to zmorem. Pa se mi pojavil še tako malo simbolično, lih v trenutku, ko je bilo treba tisto težko pladno zložiti, pa jaz v tem nisem toliko dober, moja starša prideta,
pa mi pomaga oče ti zložiti, pa neseva dol. Ne? In na koncu dneva, mene Janja pogleda, prav, piše, kaj Jakob, mi so se pa spremenila, ne. Lej, to mi so v enem dnevu vse pospravljali, nisva nič pustila zunaj, vse je pospravljeno, ne. Kar pomeni, kapaciteta je bila, ne. Ampak ni bilo pa, nismo vedeli, da obstaja in način, kako to vidimo, je radovednost in da je ta radovednost močnejša od strahu, kakšne bojo pa posledice, a ne, potencialne. Peter sem govoril o tem mikropogajanju s samim seboj, kaj pa lahko, ne, kaj pa lahko. Ja. To pa razbiti cilj na podkorake, kar pa je tako že stara metoda, to si tudi zdaj omenil. Ne? Tako. Meni je pa Benjamin bilo zanimivo, ker si svoj odpor do postavljanja ciljev, da bi jaz kdaj v življenju šel delati na in-app in vedel, da nimam niti še 20% resursov, ne kadrovskih, ne finančnih, nabranih, nimam to kapacitete. A veš, ne. To mi zdaj vsi pravijo, kako lahko zdržiš s to negotovostjo. Ok, mogoče pa to eno od svojih zakaj pol misliš, jaz ti ne rečem to, ker vem, da si to dobro naredil in te že toliko poznam, ampak meni je pa to, kako lahko misliš o sebi, da ne postavljaš ciljev? Ker ne, da ne postavljam ciljev. Lej, ne postavljam ciljev na tvoj klasičen strukturiran način, ampak jih da, ali pa na nek ta pravilen način, ampak jih dam pred Boga, čutim klic, vzbuja se mi hrepenenje, ok, pol je bila zelo dolga faza čakanja in tega strahu in negotovosti in tega, da ne naredim nič. Meni se to pravi način, jaz bi si želel na tak način. To produkt, v akcijo, sem pa pač intuitivno vedel, kaj je za narediti in tako naprej. In sem sledil in tako da ja, seveda so cilji, ampak hočem reči na moj način, drugač, kot je uradno. Nest pred Boga, prebujati hrepenenje, tuhtati, čakati, zdi pravi način za postavljanje ciljev. Kaj pa tebi, Jakob? Ja. Pač, struktura je je sila, vidva rečeta. Struktura je za lažje dojemanje, ne? Ja. A veš, v bistvu, če si ti sposoben iti naprej brez strukture, toliko lažje, v bistvu si manj omejen pol, ne? Ne, pa struktura je vedno malo na silo. Ker struktura je, če rečeš 6 minut bom to delal, je vedno malo na silo. Odvisen, koliko si navezan na strukturo. Mora tudi to biti. A veš, če v Benjaminovem primeru nekaj reče, Bog mi predstavlja varnost, vsaj tako sem jaz slišal zadeva, ne? Mi moramo pa paziti, da ni struktura nadomestilo za Boga, ne? Da ni struktura tisto, kar nam varnost predstavlja, ker pač v strukturi ni varnosti. Ne? Čeprav zgleda, da je. Daje občutek lahko, da je, ampak je ni. Je ni. Je sam ideja. In je v bistvu navezanost na strukturo, je v bistvu nek način, kako bi rekel, malikovanja, ne? Hvala, prijatelja. Ni pa to nenaporen. Noro naporen je tako biti. Noro naporen je, ja. Ves čas moraš biti v stiku z Bogom. Ja, pa ne spiš. Pa tako, tako da ja. Je čustveno, mogoče zelo. To je pa težko. Mogoče malo čez kapaciteto, ne? Če ne spiš. Če ne spiš, je čez kapaciteto. Ja. Hvala, prijatelja. Mene sta tudi zelo obogatila. Če boste pripravljena, da sem dobil eno zelo dobro idejo, meni trenutno zelo dobra za obleto osorej, pa če bo Bog pripravljen nas še vzdržati, je pa ne bom zdaj izdal še tako, da javno, vama jo bom pol, ko ugasnemo. Hvala. Hvala za povabilo, no? Res pa zaupanje. Hvala, Matej.